Pozdravljeni, druščina. Sem zelo vesela, da sem zdaj tukaj pri vas in še posebej bi poudarila, da Danijela je zame res poseben človek. Pa tu, ko v njenem polju smo, nekaj se dogaja, nekaj energije, ker mogoče ona tako žari kot človek, da to res začutimo. Organizacijsko energijo v Sloveniji merimo že skoraj 10 let. In priznajmo, če bi bila energija dolgočasna, bi se jo do zdaj že zdavnaj naveličali. A ravno obratno. Bolj, ko jo merimo, bolj nas fascinira. Zakaj? Ker merimo tisto, za kar so organizacije sploh nastale. Strasti zaposlenih za doseganje ciljev in zmagovalno moč ekip, ko skupaj klikne prava kombinacija fokusa, sodelovanja in dobrega počutja. Danes bomo tej zgodbi dodali še posebno poglavje z naslovom Moč odrekanja. Ko manj postane vir osebne in organizacijske energije. Naša gostja je danes Nina Dušić-Hren, psihologinja, podjetnica in trenerka mehkih veščin, ki pod brandom Dober stik že desetletje pomaga posameznikom in timom, da iz treme, nejasne komunikacije in izgubljene motivacije preklopijo več poguma, jasnosti in povezanosti. Za največja podjetja v Sloveniji izvaja izobraževanja javnega nastopanja, upam, da danes ne boste preveč me sodili, komunikacije, prodaje in zdravja ter verjame, da vsaka dobro izpeljana interakcija pomeni naložbo v višjo energijo sodelovanja. Nina Dušić-Hren. Aplavz! Ni imel on zlata, zlato je imelo njega. Mene v bistvu za začetek zanima, kako vi to doživljate, kaj sploh ta citat pomeni. Ko se koncentriramo na nekaj, potem je tisto naš gospodar. Sužnji svoje lastnine. Kopičimo stvari. Ja. Nas pol to zasvoji. Ja. A ni tak močen stavek. Pravi, mi si želimo vse te stvari imeti, potem pa za vse te stvari res rabimo tudi dobro skrbeti, vedeti, kje so, jih vzdrževati, in nam jemljejo zelo veliko življenja, v bistvu nekega našega časa. In v zahodni kulturi opažam, kako v resnici se to začne že zelo zgodaj. Mi si želimo vsi nekako imeti najprej svojo izobrazbo, pa potem dobiti psa, pa svojo hišico, pa potem partnerja, pa otroka, pa skozi želimo nekaj, tisto več, pa potem tudi, ko smo v službi, pa želimo napredovanje, pa še ta certifikat, pa še certifikat, in se spomnim, da sem tudi sama se znašla kar v tej eni taki goni za še več, za še boljš, in tudi, ko opazujem podjetja, ki me najemajo, vedno je ta glavna tema kaj? Nina, kako bomo zvišali produktivnost, kako jih boš lahko motivirala, da bojo še več delali. Nobeno podjetje mi do zdaj še ni najelo, zato da bi rekli, kako imamo lahko manj. Tako da jaz sem zelo hvaležna Danijeli, da me je povabila, da se lahko pogovarjamo o eni temi, za katero dvomim, da bo kdaj povpraševanje, ampak se pa pustim presenetiti. Tako da to je zelo ena taka moja osebna tudi zgodba, osebna želja, da vedno več ozaveščam o temu, ker sama vidim, da je več kot potrebna. Tako da ni pa hvaležna tema, je kar težko priti gor pa začeti govoriti o tem, boste videli zakaj, ker lahko zelo hitro meji na to. Ne želim izpadati ali da moraliziram ali karkoli, ampak da bi nekako začela eno tako debato o tem, kako se bomo zdaj tega lotili, ker so posledice lahko mogoče kar hude. No, tako sem se jaz znašla po tej svoji želji, po karieri, po vsemu in še več, in razvijanju svojih lastnih hobijev in tudi posla, da je kar naenkrat povpraševanja bilo toliko, da sem rabila širiti ekipo, rabila sem zaposlovati nove ljudi in potem sem naenkrat videla, da sploh več ne delam tistega, kar sem sicer v njem uživala v treningih, v nastopanju, ampak sem morala zdaj postati vodja in voditi v bistvu vse te ljudi. In seveda z obremenitvami je prišel tudi čas, da sem se odločila za psihoterapijo, ker se mi je zdelo, da je kar veliko vsega. In ona mi na eni seansi reče, Nina, jaz pa predlagam, da to poletje ne delaš nič. Kako bi vi reagirali? Stresno. In tako je tudi z mano bilo.
meni je bilo v bistvu to stresno. Jaz sem imela poletje planiran vedno, zdaj bomo pri tabornikih en teden, pol bomo šli z družino na Hrvaško, pol poleg Hrvaške grem še na ta plesni tabor, pol pridemo nazaj. Tako vedno sem imela en dan, da operem, pa da spet zamenjam kovček, in je bilo, ker poleti pač izobraževalci nimamo takega urnika, in sem imela zelo, zelo splanirano poletje. Takrat pa se je zgodila ena tišina. Sprejela sem izziv, ker izzive imam rada, potem sem se našla. In na koncu se je izkazalo, da je bilo to poletje čudovito. Meni je bilo v resnici zelo lepo. Jaz sem kar začela uživati v tišini, ne takoj, to zdaj govorim pol tako, ker sem se malo umirila. In od takrat v bistvu ugotavljam in iščem to tišino tudi drugje. Ja, probam vedno manj na vseh različnih področjih in danes bi vas rada tako popeljala čez par idej, kje bi lahko začeli, pa boste mi pol povedali, če vi tudi vidite smisel, pa da ne gremo iz enega ekstrema v nič, ampak kje bi se lahko v bistvu po malem začeli odpovedovati stvarem. Zdaj, odpovedovanje, že tako kot smo slišali, ima korenine v vseh verstvih, to vse tradicije učijo, pa nima veze, a ste kristjani, a ste iz kjerkoli druge vede, vse poznajo post, recimo, vse poznajo odrekanje določenemu tipu mesa ali pa določenemu obdobju, ko se kaj naredi. Pa me na tej točki zanima. Če sam dvignete roke, kdo od vas je že kdaj v življenju preživel en dan brez hrane? Da se je zavestno odločil, danes ne bom jedel. Okay. Kaj pa 3 dni? Zdaj se je že zmanjšal odstotek, se pravi za vse poslušalce, mogoče da povem, se pravi, majčkeno manj kot tretjina ljudi je bila en dan, ampak že ko pridemo na 3 dni, pa v bistvu ostane človek ali 2, se pravi par odstotkov. Kaj pa šele, če bi se postili 10 dni? Kaj pa, če vam povem, da ne obstaja samo post brez hrane, ampak tudi brez vode? In neverjetno je to, da je japonski znanstvenik prejel Nobelovo nagrado, ko je pogruntal, kaj se v celicah dogaja, takrat, ko se mi odpovemo hrani. Kdo ve? Kaj mislite, da je tisti, ki ste bliže kdaj brez hrane, mogoče veste, ampak kaj je posledica, ko si en dan brez hrane? Kaj mislite, kako se človek počuti? Celice se regenerirajo, včasih pa prva misel, en dan ne bom jedel, pol bom ful lačen pa zmatran. Včasih to dobimo, da ljudje pomislijo, da je prva ideja, da bomo utrujeni, da nam bo nekaj manjkalo, v bistvu pa tako, kot je Saša rekla, v bistvu smo regenerirani. In celice dejansko padejo v to regeneracijo, se obnavljajo, ker naša prebavila ne izgubljajo energije, da presnavljajo stvari, lahko celice to energijo v bistvu porabijo za to, da naše vso nesnago, težke kovine, vse toksine v bistvu izločajo, ker imajo končno dovolj energije in dovolj miru. Kolikrat pa, recimo, ko se peljete v avtu, se odločite, da ne boste poslušali radija, da boste v tišini, da zmanjšate vnos neprestanega hrupa, neprestanih dražljajev, informacij. Koliko večerov se odločite, da ne boste prižgali televizije? Sama sem že 15 let brez televizije in zdi se mi, da mi nič ne manjka, nič ne pogrešam, ne pride dan. Je pa res, da je bila zadnjič ena stvar, ki sem pa pol šla do staršev, sem rekla, daj mi zavrt, en del bi pa rada pogledala, kaj je ta pa ta rekel, ko so ga soočili na 24 ur, ker nisem tega našla na spletu, ampak to se je v 10 letih v bistvu zgodilo enkrat. Isto vidim, da se zdaj dogaja z mlado generacijo pa s podcasti, ki me včasih vprašajo, katere spremljam, pa mi je malo neroden, glede na to, da jaz nimam enega, reči, da v bistvu nobenega ne poslušam. Zaradi tega, ker v tem toku komunikacije, dnevnega stika z ljudmi, z govorom, je toliko veliko enih podatkov, toliko je vsega, kar se nam dogaja, da mi je res toliko v bistvu lepo biti vsaj malo v tišini, vsaj malo brez nekih dodanih. In če že, potem rajš grem in preberem neko konkretno knjigo, ne da potem poslušam nek pogovor, ker je treba se dokopati do bistva ali pa se treba dokopati, kaj je zdaj on tisto, kar ve in kar bi meni prav prišlo. Tako da
Ja, zanimivo je tudi, kako se, recimo, če se vam je kdaj zgodilo, kako se zadovoljstvo poveča, tudi ko mi smo nekaj časa brez nečesa. Ne? In če se zdaj spet vrnemo hrani, jaz mislim, da če še niste poskusili en dan v življenju biti brez hrane, to je tako, že sami iz tega, ker živite, to se splača poskusiti, ne? Da doživite, koliko v bistvu telo ima neke shranjene energije, kakšno dobro počutje sledi in kakšna osvežitev je to. Čisto ne vem, drugačna dimenzija se mi zdi, se zgodi potem še naslednji dan, ko pa si spet dovoliš jesti. Kakšna hvaležnost, ko si rečeš, ok, danes pa lahko jem. Koliko bolj čuječe, bolj spoštovanjem, se potem lotimo hrane. Tako da sama se po vedah postim in je v bistvu 2-krat mesečno post. In je res, mislim, izjemen občutek, kako res eno večje spoštovanje gojim do hrane zaradi tega, ker se to grem in ni to kar samoumevno, da je kar skozi. Ker če tudi pomislimo iz zgodovine, ljudje nismo kar skozi imeli tako obilje hrane, pa niso bile trgovine, pa ni bilo kar polno vsega, ampak so bila obdobja, ko v bistvu smo iskali hrano, in potem smo se lahko spet najedli, pa potem spet šli v iskanje tega. In tako vidim tudi, recimo, kako se v zahodnem svetu zdaj skozi izčrpavamo. Ni samo hrana, je tudi delo. Se veste, 8 ur delam z računalnikom, pa sem utrujen, pa je vikend, pa 10 ur pucam, pa sem spet utrujen. Nima veze, kaj izberete, ali pucanje 8 ur, ali pa 8 ur biti za računalnikom, oboje je zelo izčrpljujoče. Zakaj mi ne poznamo tega balansa? Zakaj ne bi recimo po 3 ure delali, pa potem šli kaj fizično narediti, pa potem spet, kakšen užitek je, napišeš ponudbo, greš, naložiš vse v pomivalni stroj, na srečo nam to zdaj delo doma omogoča, pa potem napišem drugo ponudbo, pa grem lahko nesti smeti, pa odpišem še 5 mailov, pa grem lahko, se pravi, da izmenjujem, lahko tudi kar na glas, ker si ful želim, da bi bilo tako tudi malo pogovorno. Saj verjamem, da smo si tudi različni, pa da vsak najde, ampak samo ta zavedanje, karkoli delam 8 ur, sem pol čisto izžeta, v smislu, zakaj ne bi tega izmenjevali z nekimi pač pavzami oziroma spremembo v bistvu gibanja. In isto sem opazila, zdaj smo bili med prazniki 3 tedne brez avta, ker je avto končal na servisu, koliko sem jaz uživala, pa še sneg je bil zdaj med decembra, To je bil tako lep čas, pa sem mislila, to bo pa se zdaj res umirila, ker nimamo avta, kje ne, toliko je obiskov prišlo, sploh nismo pogrešali, eni obiski so nas celo pobrali, pa smo nekam šli skupaj na družinski izlet, pa pol nazaj, ampak pol dobiti spet avto nazaj, spet lahko vozim, ali pa tisti, ki imam že do tukaj vsak dan v Ljubljano, pa se spet voziti, ali pa isto, če predolg časa počivaš na kavču, ko greš na trening, ko se zdaj dobro počutim, ker sem potrenirala, in isto, če preveč treniram, koliko pa še pol počitek, se pravi, skozi je ta yin-yang, treba je v bistvu skozi izmenjevati to, da je in da ni, in tako je tudi cel svet narejen, zato imamo dan, in pa imamo zvečer noč, da se pa spet razveselimo novega dne. Kaj bi pa si podjetja želela? Podjetja me pa sprašujejo, Nina, kako je lahko pri nas skozi poletje? Dobesedno mi je zadnjič ena kadrovnica rekla, lejte, a veste, kako včasih pade produktivnost, ko je naredila z roko? Mi bi, da je skozi takole. Vi bi, da je skozi dan, da ne sploh ne gremo spat. Vi bi, da je skozi poletje, pa me je gledala. Saj jaz to z nasmehom naredim, tako da upam, da ne zgledam preveč stroga. Ampak ja, v bistvu ni logike. Mi imamo z razlogom 4-letne čase. In zdaj je fajn, da je zima in da se nam malo nikamor ne da. Ker če bi mi še zdaj, in to sem delala leta napako, ker se nisem ustavila po zim, jaz sem tako izgorela, da sem lahko en mesec bila bolna skupaj. Zdaj pa tudi, če me nek prehlad ujame, en dan vdržim, pa grem naslednji dan, vidim, da sem ok, ker ni, da bi se nekaj tako kronično nabirala. Se pravi, letni časi imajo nek svojo logiko, in pa imamo pa ženske še naš cikel, ki pa tudi zahteva svoje, si veste, prve 2 tedna po menstruaciji smo polne energije, pol pa se že zapiramo vase.
In zdaj tak način življenja, kot si mi mislimo in to, kar mi pričakujemo, da bo rast kar skozi tako, to tudi iz vidika ekonomije praktično ni mogoče. Mi se pogovarjamo, kot da bojo podjetja skozi rasla, pa v bistvu, vam kakšen bolj strokovnjak na področju ekonomije tudi lahko razloži, zakaj pač to tudi neizvedljivo. Praktično mi si želimo nemogoče. Statistike kažejo, da do aprila mi porabimo na Zemlji vse zaloge obnovljive, kar bi lahko obnovili, in kolikor se lahko obnovi, iz planeta Zemlje. Do aprila porabimo. Kaj to pomeni? Da od aprila dalje, prav januar, februar, marca, april, v 4 mesecih porabimo vse to, kar lahko sicer tudi potem in zrastejo drevesa nazaj. Se pravi, vse, kar lahko nazaj obnovimo, vse ostale mesece, 8 mesecev pa živimo na kredit. 8 mesecev. Se pravi, gremo v minus zaloge Zemlje, tistega ne more ona obnavljati. Kaj to pomeni? Če nas je zdaj 11 milijard, jaz se spomnim, mi smo se v osnovni šoli učili, da nas je 9. 8 pa pol. 7 ste se vi, kad ste bili v šoli. Čakajte, če zdaj dobro premislimo. Zdaj nas je 11, ne more nas biti 21, ne bo šlo. Okay? Mi pa kar se pogovarjamo v ekipah, kako bo še več. Zdaj jaz ne vem, danes si lahko upam na glas reči, ko sta samo 2 v prostoru, a je to zaradi moškega vodenja, ker bi vedno več, pa moški bi bil vedno močnejši, pa še več, pa še tako, Ali je to od česa drugega, ali je to naravna želja porasti, ne vem, Malo sem vas hotela, da se nasmejite, ampak me resno gledate nazaj. Ampak zares v resnici, a je res to potrebno, a res rabi vsako podjetje še bolj rast. Jaz vem, da ko sem razširila ekipo, mi je bilo kar malo žal, Sem se kar malo vprašala, pa ni bilo meni skoraj, da najbolj lušten, ko sem bila jaz sama. A veste, ker ni bilo 20,000 rednih stroškov na mesec, A ni lažje, če sem sama. Zakaj zdaj jaz hočem še toliko sodelavcev, pa še toliko enega materiala, za koga? Ker če bi gledala, koliko sem prej delala, pa koliko zdaj delam, se tudi to povečuje. Tako da jaz imam tudi v svojem poslu, recimo, so obdobja, pa da bi me Bog slišal, pa je takoj, pa sem zgubila eno ekipo, pa spet drug cikl, pa spet iskanje nove, ampak zelo preudarno razmišljam, za koliko odnosov imam jaz še sploh prostora. Ker ne vem, če imate ekipe, če ste v vodstvenih položajih, veste, da vsak, s katerim sodeluješ, pač terja en čas, želi eno pozornost, želi ena navodila, želi eno obrazložitev, in vse to neprestano optimizirati, je res treba se vedno vprašati na račun česa. Tako da, zato pravim, da ta trenutek še ni podjetja, da bi me najelo, da bi kaj takega predavala. To lahko slišite samo v eni taki poziciji, kakor je tak neodvisni dogodek, zaradi tega, ker to ni nekaj, kar je zdajle seksi pa ful zaželjeno, vedno sam Nina, kako bo večja motivacija, kako bomo bolj izboljšali prodajo, samo te delavnice grejo, kako bo višja prodaja, kako bomo boljš nastopali, da bomo več prodali, s tem pa se ne bi čisto v bistvu noben ukvarjal. Tako da je treba kar imeti tudi močno, da se odločiš, da kaj takega greš pol tudi predavati. Tako da jaz sem si izbrala danes 3 področja, na katera bi se rada nanašala. Eno je kava, drugo je sladkor, tretji je mogoče televizija, so serije, je mogoče Instagram, če damo vse skupaj, ker vemo, da zdaj mogoče mladi ne gledajo več toliko. Televizije kot take imajo pa vse to dostopno na tablicah in na računalnikih. Pa mi boste tukaj malo pomagali z interakcijo. Prav, pa se bomo malo vprašali, kaj bi pridobili z odpovedovanjem. Pa dajmo začeti pri kavi, zaradi katerega me pol večina ne mara, ker to je una tema, ker če hočem, da me imate radi, pol je boljš, da tega sploh ne omenjam in ne govorim, ker to se človek počuti, da mu režem dol pol roke, ker se dotaknem njegovega obreda jutranjega, res to, tako da res morate vedeti, da to ni lahko govoriti, ker že takoj vidim poglede, sam ne mi kave vzeti, ampak ni zanimivo, kako mi branimo nekaj, kar nam vsako jutro naredi stres. Mi to spijemo, zato ker smo kao preveč mirni in zaspani,
ne? Ker bi že tako morali najprej pomisliti, da bi bilo fajn spanje pojačati, ne? Ampak mi nekaj spijemo zato, da nas poživi, da nas spravi v stres. In pol rabimo delavnice, Nina, pridi, soočene s stresom rabimo, ne? Ker oni so pa preveč nervozni. Ne? A spijemo napitek, ki naš živčni sistem vznemirja. Tako da v knjigi Stanje Lončar, Z Bogom utrujenost, rajš tako naredim, ker da preveč razlagam, kar pa me noben ne mara, je prvih 6 strani ali 9 o stimulansu kavi napisani in predlagam, da med pauzo ali preberete ali si greste po to knjigo. A ne? Zakaj je to tak problem? Zakaj je to tako, kava na dan je super, ne? Koliko ima to nekdo v zadnji, koliko je to ena velika trgovina, koliko tega se spije na dan, koliko je to enega denarja. Jaz sem šla v Brazilijo, so rekli, Nina, tukaj pa dobre kave ne boš spila. Sem rekla, kako da ne? Se pa vsi vemo po celi Evropi, da je brazilska kava najboljša. So rekli, vse gre v izvoz. Tukaj ne zadržimo, ne? Kvaliteta mora iti ven. Ne? In lahko tukaj pogledate, ne samo znanstveno dokazane stvari, ampak tudi zakaj sploh do tega prišlo, da se to smatra kot dobro, ampak kot utrujenost, kot ena glavnih stvari, zakaj se čutimo utrujenost, ker v bistvu kava izčrpava naše zaloge, energije, ki jih še imamo, ker ona, telo to prepoznava kot strup, želi telo v bistvu kavo takoj ven spraviti, zato pa nas poživi, zato pa nas zbudi, ker hoče v bistvu telo se takoj tega losati, in tole priporočam, da ne bi danes samo temu, ker mogoče pa tudi ne pijete vsi, ampak si lahko pogledate. Kar na glas. Kar dajmo debato. Kaj pa brezkofeinska? Ja. Jaz vem, da vse stvari, ki smo jim probali nekaj odvzeti, če dam primer recimo maščobe, ki so bili pol ful moderni, kao jogurti brez maščobe, vsi so pol na ta račun začeli dodajati neke druge stvari. Recimo jogurtu, ki je odvzeta maščoba, so dodali sladkor, pa so dodali neke druge primesi. Se pravi, jaz kot tako gledam, vse, kar je še posebej procesirano za to, da mu nekaj odvzamejo, že toliko naravnih stvari izgubi, že toliko je v tem postopku v bistvu izgubil original, da se jaz vprašam. Recimo pri nas imamo slovensko pražarno želoda, isti postopek kakor turška kava, isto tudi zgleda, nor okus, ampak želod zmanjšuje vnetja, pomaga pri holesterolu, pri ščitničnih hormonih, ima nore tele lastnosti, da ti pomaga pri prebavi, in lahko nadomestimo z nečim, kar je res zelo koristno za telo. Ne bi pa šla iskat. Jaz vem, da je na tržnici Koseze v tisti mokci spodaj v pritličju, pa v kalčku, pa tudi na spletu imajo. Prav želodova kava v resnici pa nič ne poživlja. Želodova kava je bolj tako kot napitek, da obdržimo nek ritual, da ne izgubimo tega. Tako da jaz obvezno, ko imam obiske, jaz sem ful pripravljena. Tako da imam želodovo kavo, imam kurkumo late, ki je v bistvu mešanica kurkume, ki tudi vemo, kako odlično delujejo začimbe na naše antiseptične, vse kaj ima, kurkuma kot taka. In jim naredim ali ta napitek ali pa recimo mačo. Tako da jim probam alternative in potem se malo počutijo tudi poseben, ker nekaj drugega probajo. Tako da probam, ne spodbujati niti kave, tle bi dala še alkohola, ker zadnja leta sem se tudi odločila, da bomo 0-0, družinsko in preprosto, z nekim takim zgledom. Zakaj bi pa morali vsako praznovanje povezati s tem, da se pije, pa da se je sladkarija. In smo recimo za moj rojstni dan šli na akrojogo, sem rezervirala telovadnico, učiteljico, smo šli na Šmarno goro, pa tam pojedali žgance pa zelje. Tako, probam, da malo menjamo koncepte, zakaj so nam neke stvari tako utečene, pa tako normalne, če v bistvu niti malo ne doprinesejo k temu naši dobrobiti. Tako, če se vrnem k vprašanju, kaj mislite, da bi pridobili s tem, ko bi se odpovedali kavi? Zasvojenost. Več energije. Več energije. Na dolgi rok, najprej bi bil verjetno šok. Kaj še?
manj zakisano telo. Ne vem, če veste, ampak še posebej za ženske kava izsušuje. In starejši, ko smo, zgubljamo svojo sočnost. Pomeni, da imamo suhe oči, ne samo nožnico, tudi suho kožo bolj, treba zelo veliko vode pol dodajati. Tako da kaj bi pridobile, sočnost bi tudi pridobile. Ne bi nas ta, kot tkiva, ne bi toliko izsuševala. Zaloge energije bi imele spet nazaj, povrnjene. Pa tudi kava, ko v bistvu izpira kalcij iz telesa tudi, Ja, velike stvari, kaj vse dela, in je res včasih škoda, zakaj bi to, Zdaj pa spet, nobena stvar ni za čisto vse ljudi enaka, Ljudje, ki imajo težave s prekomerno težo, recimo, da so malo močnejši, jim je mogoče celo lahko kava zato da jim pomaga pri prebavi. Tako da mogoče bi sam res še to izpostavila, da nobena stvar nikoli ni čisto črno-bela, ampak jaz vsem, ker se zavedam, da večina, pije, pa da večina nima teh težav, rajšo zaveščam o tem, v resnici pa lahko, da je za koga koristna, pri tem pa tudi so predlogi noter, da se doda malo cimeta, kardamoma, kupi se tudi v teh zdravih trgovinah mešanica za kavo in se začimbnice doda. Se pravi, s tem se že ful ublaži tudi teh negativne vplive, recimo kave, tako da bi to predlagala, če nikakor ne morete reči ne, ali pa da se saj ne pije z mlekom ali pa kaj takega. Karkoli bom zelo vesela, če komentirate sproti, ker mi je pol ful ljubo, da imamo v bistvu debato, da nisem enostransko, tako da komu odpoveste. A si hotel nekaj? Druga stvar je potem sladkor. Kaj mislite, da pridobimo, če se odpovemo sladkorju? Koliko veste, kaj počne sladkor recimo imunskemu sistemu? Takrat, ko ste malo na meji, pa da malo nekaj cukra. Pri sladkorju je zanimivo, majčkeno pohitri staranje, proces staranja in tudi imunski sistem v bistvu pade. Se pravi, takoj, ko zaužijemo, smo bolj kako se reče, bolj dojemljivi za kakršne koli viruse. Tako da jaz ponavadi, če vidim, da bo ta malo zbolel ali pa nekaj, rečem, absolutno nič po kosilu danes ali tako, ali pa če smo karkoli na meji, absolutno se ukinja celoten sladkor, pa tudi spet je ta, sej ne gre za to, da ga nikoli ne, smo slišali prej, nekaj je, če si damo, pa vse kdaj izziv, da pa ni pa čisto vsak dan po kosilu, da začnemo mogoče postopno, pa pol vidimo, kako nam odgovarja, pa kaj se z našim telesom dogaja, se pol lahko greste tudi na gluten, odvisno, koliko ste eksperimentalni, željni, dobrega počutja, potem pa vidite, ker tudi zdaj, recimo, ta trenutek glutena, tako, ko gledam tudi prehrano, ali luca mavga, ali pa tako, ko grem nekam v hotel, to je tako prevladujoča stvar, pšenica, da je iz bele moke, in so lazanje, in so vsa pašta, in so pice, in so njoki, in je toliko veliko enih proizvodov, v bistvu, da lahko 3/4 skozi sam ješ bel kruh pa glutena, pa za zajtrk recimo, pa žemljice, pa vsi rogljiči, pa piškoti, praktično je v večini izdelkov pšenica. In je tudi to recimo ena stvar, ki je recimo meni pomagala, da sem videla, da sem veliko manj utrujena. Ja, nimam skozi tako tanskega občutka, nekaj teže, samo zaradi tega, ker sem, toliko več zelenjave zaužila, pa juh recimo še posebej po zimi, za toploto in tudi zelo paše. Se pravi, odvisen, koliko je kdo pripravljen eksperimentirati. Kaj pa recimo zasloni? Kaj pridobimo, če nismo vsak dan na zaslonih? Spanc. Bravo. Zato si me presenetil, da si rekel spanc. Odkar je televizija na svetu, se je naše spanje na noč zmanjšalo za 2 uri povprečno. Povprečno. 2 uri. Ste kot to veliko časa, tako da spanje definitivno. Slišala sem še par stvari. Mir, čas, osredotočenost. Ne vem, če poznate svoj screen time, se pravi, koliko časa preživite na telefonu. Dajte dvigati roke, če ga veste. Ne veste. Okay. Mene je kar zašraufalo, ker sem videla, upaš povedati, Tanja, koliko? 1,5 ure, 2. Pri meni je tam 3,5. Moj izgovor je, vedno imam prižgan Google Maps, kakor grem, vsak dan, ko se peljem, pa sem pol ure tja. Muziko, danes, ko ste prišli, takoj dam na zvočniček, da je prijetnejši občutek, ko pridete v prostor, pa pol imam vedno, sej YouTube, pa Google Maps, valjda, da imam, ampak dajte si sam predstavljati, tudi če preživimo samo 1 uro, da bi mi 1 uro na dan trenirali kitajščino, pa mi bi v enem letu
tekoče s Kitajcem govorili, koliko smo mi na teh zaslonih, ko si predstavljamo. Če sam si narediš ene take, pa čeprav majhne korake, koliko je to veliko v bistvu enega časa. Ta trenutek študije tudi za Gen Z ne kažejo najboljš. Ravno kar sem zasledila, da so pokazale, da je IQ mladine v bistvu padel, da do zdaj je vedno vsaka generacija po IQ napredovala, za Gen Z je pa zdaj že zelo jasno, da je statistično potrjeno, da jim je v bistvu padel. Zakaj? Zaradi prekomerne uporabe zaslonov, zaradi zelo zgodne uporabe zaslonov in zato ni čudno, da so že na državah severnejše od nas že začeli zakon uporabljati, da do 15. leta prepovedujejo uporabo socialnih omrežij in vsega, kar jim lahko zmanjša fokus, kot si rekla prej, tudi fokus imajo težji, bolj so razpršeni. Plus, da je še toliko več dražljajev, včasih so delali primerjave, da ta trenutek smo mi v toliko dražljajev dobimo čez dan, ne samo radio, pa televizija, pa zdaj še telefon, mi v enem tednu, kolikor jih je nekdo prej v enem življenju dobil, ko so si predstavljate živeli na vasi, pa je bil en obisk na en teden, pa tako naprej, v bistvu naši možgani niso sploh bili narejeni za tako količino in zato je tudi toliko veliko več in bolezni, demenci, tako, ker je preprosto ta napad tega. Zato jaz verjamem, da se moramo o tej temi več pogovarjati, zato da povečujemo tišino, da začnemo v njej uživati, da vidimo, da to, da se jaz odpovem, v bistvu sploh ne pomeni, da mi en pol roke odreže, a zastopite, kako alkohola ne smem, Pa se ni, da ne smeš, ti ga kar pij, jaz ga ne. Da to razmejimo, ker ljudje se kar počutijo, da ene njihove navade njih definirajo, kot da smo to mi. To je tako močno v kulturi, da to pa me po 3-krat vprašajo, a prav nikoli ne pije. Tako, koliko časa? Pa mi je en kolega rekel, najboljše je, da rečeš, da si zdravljena. Ker pol te noben več ne bo vprašal in ti bo dal mir. In zadnjič zaznam en video, Saša, kar... Mislim, kam smo prišli, A ni to, malo je hecano. In zadnjič... Kje smo kot družba, In če se bomo saj mi o tem pogovarjali, saj mi ne bomo tisti, ki bomo enemu rekli, pa dejno. Pa so pa pomirjeni, ti si pa včasih, Zadnjič sem gledala en posnetek, ker je tip, je rekel, a vi razumete, da če bi vi rekli v družbi, jaz ne pijem vode, bi vsi rekli, okej. Tako, kaj? Točno to, Če pa rečeš, da ne piješ alkohola, moraš pa v 3 krogih razlagati, zakaj temu tako, Pustimo, da smo v eni izmed držav, ki ima največjo tudi smrtnost pri samomorih, da imamo zelo veliko alkoholizma doma, da je zelo veliko v družbi. Sicer jaz res računam na mlade, ker se mi ne zdi, da to uporabljajo, je pa tako, vsaka generacija nekaj novega izum, tako da tam so pa pol večji pojav drog. Kar dodej. Ni, Sam koliko je pa drog, če lahko poveš za družbo, za prijatelje, ne za sebe. Si v napačni družbi. Mogoče to. Ker vidim, da pa pol, druge vam butne, Se pravi, ni tako, kakor da je zdaj ena generacija ful boljša kot druga, mi samo vsakič zamenjamo, kako bomo se oddaljili od sebe, s katero odvisnosti od drugo bomo to nadomestili, Več se govori. Je res plus socialnih omrežjih to in jaz, ko predavam pred mladimi, to je res zanimivo. V bistvu ena stvar je, ki je res zelo jasna, oni vsi vejo, kaj je stil navezanosti, kaj to pomeni, da si anxious, kaj pomeni, da si avoidant. Oni to, jaz sploh ne imamo slovenski prevod za to, ampak oni res vejo za regulacijo živčnega sistema in to se pa vidi pri tej obrazni ekspresiji, empatiji, ker so toliko za zaslonih, oni so skozi. Oni sploh nimajo tako, da bi mi malo pokimali, da bi se jaz dobro počutila. Kje? Tako le te gleda.
kaj boš ti zdaj? Ne? To je pa tudi res, to pa je prav, ne, se ne spreminja, ne vem, kako vi zaznavate, ampak jaz to zelo vidim. Ne? Ja, tudi to je bilo meni zanimivo, ko sem gledala, kaj si pa mladi želijo, kaj so recimo tiste number one vrednote. In je večina v bistvu odgovarjala, to so zdaj zelo znane psihološke študije, da si želijo slavo in denar. To je tisto, kar v bistvu hrepeni recimo kot taka mlada družba. In jaz vidim, da ko smo na avtopilotu, ko mi samo konzumiramo kavo, zato ker jo vsi pijejo, alkohol, TV, to so vse distraktori. In ko mi živimo na avtopilotu, pač jemljemo to, kar delajo vsi. Zelo težko je stopiti ven iz avtopilota, zato je danes mogoče namen tega predavanja, da se, in bom tudi na koncu vprašala, kje boste vi začela? Kje je ena stvar mogoče, ki vas je inspirirala iz tega predavanja, kje bi si vi želeli stopiti ven iz avtopilota, kjer stvar lahko date na stran, samo da sebe preizkusite, ali res imate odvisnost, ali imate težavo, ali pa vse v redu. Ampak dokler bomo mi samo delali to, kar se dela, pomeni, da smo zelo lahko vodljivi. To pomeni, da pač kupujemo in delamo samo tisto, kar nam je v prvem dosegu roke. In ko enkrat nehaš in ne nasedaš več tem standardom, potem se mi zdi, da šele imaš izbiro, ker sej jaz tudi na zdravem. Takrat, kadar jaz rečem, ok, zdaj bi mi pa res pasali, ali pa zadnjič smo bili v eni vinski kleti, kjer so imeli res izrecno samo ekološko vino in sem si želela poskusiti, ker sem vedela, da ne špricajo, da unotri, da je gospod to sam delal. Absolutno, jaz nočem biti noben fanatik, ampak jaz takrat čutim, da imam izbiro, ker ni to sam zato, ker me je družba in zdaj pa to, kar delamo in kar skozi tako pač delamo. Ne, zakaj tako delamo? In to si želim v bistvu, in ta mi je bil stavek v bistvu najlepši, ko rečemo ne minljivemu, samo kar je minljivo, rečemo pa da večnemu. In ravno to tudi v verstvih učijo, kako v bistvu s tem, ko se odpoveduješ, je ena sladkoba prisotna. Enkrat sem poskusila, prav s tem, sem si zelo zaželela čokolade, da je nisem pojedla in sem sam bila v enem trenutku tiste zavedanje, da pač tega zdaj ne bom vzela in da si pač ne želim, bil in lahko sem prepoznala prav občutek ali pa prav okus sladkosti. Ni tako, da mi je kaj manjka, ni tako, mi smo itak polne riti, če se lahko domače izrazim, imamo vsega na pretek in še več, ampak res rečemo ne samo tem minljivim stvarim, smo pa veliko bolj lahko duhovno povezani takrat, ko rečemo ne vsem tem stvarim, in si izberemo to svobodo, izbiro, in to je tisto, kar mene recimo privlači. Torej, če se danes sprašujete, zakaj sem izbrala samo 3 slajde, zakaj je v bistvu moje zaključno vprašanje, s čim boste pa vi začeli, ja, ravno zaradi tega, ker tudi v poslovnem svetu vidimo, da vsaka prezentacija je lahko dobra, samo če imaš 450 slajdov. In ne, jaz učim javno nastopanje, pa vedno rečem, za 1 uro so 3 slajdi dost. In ne boste verjeli, da je lahko tako hitro minila 1 ura, pa v bistvu smo točno vedeli, kje je fokus, veliko je bilo zapovedati, ja, ampak je drugačen občutek, kakor če je skozi dofilavanje novega, ko je še malo prostora za interakcijo, malo za kakšno izkušnjo, in je čisto dovolj, ni občutka, zakaj pa ni Nina dala še 10 slajdov, ker vse te stvari sem recimo povedala. In tudi sem videla, koliko me je razbremenilo, da imam 5 kostimov za predavanja. Razbremenili me je, zato ker se ne rabim vsake znova ukvarjati s tem, koliko bom, ne, te imam in v teh predavanj, ko so taki dogodki in me razbremeni. Ne napolni me še večja omara, še več oblačila. Isto so neka glede tišine namesto radija, isto bi rekla, notifikacije imam vse izklopljene. Imaš telefon pa SMS. Zdaj, da jaz še odpiram WhatsApp, pa Viber, pa Instagram, absolutno ne. Tako da, ko mi kakšna prijateljica reče, saj sem ti na WhatsApp pisala, ko bom jaz imela čas in se mi bo zdaj pomembno, bom odprla. Včasih je to enkrat na teden, včasih je pa 2-krat, ampak ne rabim biti jaz sužen tega, da me nekdo skozi neki klicarja. In če so naši starši včasih živeli res v pomanjkanju, pa so morali po plenice v Avstrijo, pa take stvari, mi imamo zdaj glih obratne bolezni, mi imamo bolezni preobilja. Mi moramo ta mlade učiti predvsem reči ne. Ampak to pomeni, da moramo mi s tem začeti. In meni je najtežje držati v bistvu osebno mejo, da legic ne bom več kupovala, ker se utaplja v njih, utaplja se in mi moramo to učiti. Čisto je drug problem in niti ena generacija ni vmes. Se pravi,
In zato je to toliko težko, ne? Ker oni niso imeli in zdaj, ko lahko imajo, hočejo imeti vse in kupujejo vse in še več, mi imamo pa zdaj bolezni preobilja. Debelost tudi, ne? Ker je zdaj še celo Trump na eni konferenci rekel, da ni mogel verjeti, koliko je predebelih ljudi, koliko je preveč vsega. Seveda je to povezano s tem, da jemo predvsem procesirano hrano, ker je taka hrana v trgovinah. Ampak hočem reči, da je ravno to, kje se zdaj ustavlja, ne? Ker marketing je tudi naredil svoje, ne? 5 obrokov na dan, ne? Ste slišali že kdaj, ne? Treba je skozi jesti, ja zakaj? Tako da vedno, ko je zadaj prodaja, se treba mečkan glavo pržgati, ne? Pa reči, da res je treba jesti 5-krat na dan, ne? Tako da sama se v bistvu raje zanašam na starodavne ajurvedske prakse, kjer so tisočletja raziskovali stvari, ne? In sem naredila in šolo ajurvede in šolo pranajame in se izobražujem neprestano za v bistvu take stvari, kjer dostikrat ni tako, kot je zdaj v današnjem obdobju kao moderno, ne? Tako da bi vas recimo to opozorila, ne? Jaz mislim, da je čas za manj je več, ne? In za bolj trajnostno usmeritev in v podjetjih res premisliti, rabimo še nov oddelek, rabimo še zdaj 3 za AI, ker tudi kot so maili prišli, ne, zanimivo, ko so maili prišli, so nam obljubljali kaj se bo zgodilo s komunikacijo. Ker prej je bila pošta, ne, pa je bil faks, ne, da bo manj, da bo hitrej. V bistvu je pa skozi več. In zdaj vam lahko, ne, malo pokvarim zabavo, ampak a mislite, da bo z AI-jem res lažji? Že zdaj vidimo, da se več Že zdaj vidimo, da ne bo, a ne? Absolutno ne bo lažji, a ne? Ker bo še hitrej in še več podatkov za obdelavo, ne? In tale spet je v bistvu čist drug problem, kot je bil prej, ne? In zanimivo, ne, tako tudi, kad delam mogoče malo več z mladimi, ne, nikoli ne bom pozabila enega sodelavca, ki sem ga vajala, je z mano hodil okrog, ne, po terenu, pa tako, pa en dan se jaz postavim na enem parkingu in me pogleda in reče, ampak Nina, jaz nočem toliko delati, kot ti. In se mi zdi, da mladi res vidijo, ne, in oni ne želijo toliko delati, kot mi. Res, oni, a ne, tukaj tudi nas nekaj učijo, ker vidijo naše napake, a ne. Po drugi strani, ne, Slovenija ima nizkorodnost, a ne, nimamo takega, uvažamo, ne, delam z velikimi proizvodnimi tudi podjetji, vidim, da je zelo velik, a ne, zelo različnih ras, vsega zdaj prihaja v našo državo, a ne, in spet, a ne, zakaj, ker spet mi hočemo še več in to, tako da, ne vem, mogoče pa je čas, da se malo ustavimo, da pogledamo, zakaj smo hvaležni, da uživamo v tem, kar imamo, tako da jaz bi vas povabila, da naredimo zaključni krog, pa v bistvu vsak pove eno stvar, evo, za katero je danes hvaležen in je v tem trenutku dovolj, ne, ali stavimo začne. Ena stvar. Pol pa ti lahko pomagam, meni edino, kar je pomagalo, je to, da sem slišala, da bolj kot krepeniš po sladkorju, bolj pomeni, da imaš tlele neurejen mikrobiom, ne, zato ker bakterije se v bistvu hranijo s cukrom in jaz sem imela res na dan ene piškotke ali pa eno čokolado, komot, a ne, in tudi, ker sem bila v tej delovni vnemi pač vsak dan in to me je pol dal zamisliti, a ne, in pol, ker sem znižala sladkor, je v bistvu najprej kriza, pol pa v bistvu ful lažje in si sam tako okej in se je res stabiliziral, tako da zdaj zavestno pojemali košček, kar je bilo prej nepredstavljivo. Sem se začela smejati, če mi je nekdo rekel, da ima dosti en košček mal kao čokolade na dan, ne. Kako lahko se ustaviš, ne? Ampak se da, no. Meni je pa zato zdaj berem ta post za ženske, je pa tudi, kako ne bi se pustila glede na cikel, tudi zelo priporočam, no, ker piše tudi o tem japonskem znanstveniku, ki je dobil Nobelovo, koliko je fajn post, no, tako če ima kjera željo sprobati post, da tudi ve, kjer dan. Evo, z vami sem bila, evo, Nina Dušič Hren, za vas sem dala v goodie bag, poleg Danielinih darilc, še en koledar, s katerim lahko še malo hodite ven iz cone obdobja in sicer na tak način, da pogledate, kater datum je danes in pod tistim datumom naredite izziv. Včasih si boste zobe umivali z drugo roko, včasih boste šli pod hladno prho, včasih boste napisali dnevnik hvaležnosti, zagotovo vam pa ne bo dolg čas, otroci obožujejo, ekipe obožujejo, ampak je pa res pravilo, da če pogledate, kaj je na unem dnevu, pol morate uno tudi narediti, prav. Drugače pa ja, predavam javno nastopanje, prodajo, soočanje s stresom in en kup stvari, delavnici bom zelo vesela. Tudi, če me pocukate, če boste kaj rabili. Tako da hvala vam za današnji prijetno druženje. Hvala. Hvala, Daniela, za vabilo. Hvala.
Ja, najlepša hvala, Nina. Ja, tako da, tako kot je prej že v bistvu Nina omenila, da jo v bistvu vedno vabijo, ne, da naj še motivira dodatno ljudi in tako naprej. Tako da smo se tudi jaz spraševala, ne, v bistvu že 10 let merimo organizacijsko energijo, pa sem še kar motivirana za to, da jo merimo. Vedno znova kaj novo odkrijemo, kaj novega dodamo in letos nas je radovednost, oziroma preteklo leto, ko smo merili, nas je radovednost vodila v bistvu do raziskovanja, kakšna pa je energija vzdolž generacij. No, tudi to boste danes malo lahko slišali, a ne. Tako da sicer pa, ja, v bistvu jaz bi rada nekako omenila, da veliko je raziskav, a ne, takih in drugačnih v zadovoljstvu ali pa v nezadovoljstvu ljudi in podobno. Tako da bi pa rada omenila, da organizacijska energija ni ena izmed tistih vrst raziskav, ki bi bila mogoče tako klasična, ampak dejansko merimo zdaj že res nek vrste EKG, v bistvu neko trip organizacij in vedno znova se izkaže, da organizacije, ki so relativno dobre pri tem, da so v bistvu dejansko tudi ne odpuščajo, recimo, nimajo nekih viškov, tako nekako trajnostno delujejo, ne, dejansko, in to mi je najbolj všeč, ne, ker imajo torej neko dolgoročno vizijo, ne samo to, ne, take money and run, ker imamo nekaj takih organizacij in ta vizija je tudi močna, ne, se pravi, imajo tudi rešitve za to, kje se bojo videli jutri. Tako da to mi je zlasti všeč, v 10 letih se to že dejansko potrdilo. Tako da sicer pa v bistvu Sofos ne živi samo od merjenja organizacijske energije, zelo podobno počnemo, sicer malo drugačne programe kot Nina, ne, ampak v bistvu se lotevamo, bom rekla, tudi bolj predvsem vodi, ne, hočemo nekako prevzgojiti, ne, nekaj nam je že uspelo, tako da na tem tudi delamo, no, tako da Sofos tudi nekako potrjuje te vrednote, kot je S za strast, O za odličnost, F za fokus, potem je še eden, O za v bistvu odgovornost in pa še zadnji S za sodelovanje oziroma bomo rekli lahko tudi svetlobo, ne, kot neke vrste energijo. Tako da s tem se ukvarjamo, tako da tele bagije, ki ste jih dobili tukaj, no, ste dobesedno dobili mačka v žaklju, ne, tako rekoč, naj povem, no, ta knjigica je danes išla in zato sem jaz hvaležna, ne. Ja, in sicer bolj elektronska verzija, ampak v bistvu ni poslovna knjiga, daleč od tega, ampak hotela sem vas malo razveseliti, če boste, ker mislim, da je v življenju premalo humorja, tako da je dejansko napisana kar s precej humorja, je pa dejansko resnična zgodba, tako da če se bo vseh 22 je resničnih zgodb, tako da če se bo kdo spraševal, dejansko mogoče malo domišljije moje vključene, ampak dejansko so čisto vse resnične zgodbe. Mondi je tudi tvoja mačka. Mondi je tvoja mačka in je tudi na Instagramu danes, ne, dobila svojo bibliografijo in smo se malo posneli. Tako da, ja, prav posebna mačka, ampak tako, ko vse živali nas učijo odnosov, sodelovanja, skratka, nek karakter, ne, tako da, ja, tako da toliko, da vas malo razveselim, ne, da ne bo samo gola poslovnost. Ja. Ok, zdaj pa tisto, kar tudi bi rada vam na kratko predstavila, potem bomo pa lahko seveda pokramljali, je predvsem, tole so naši partnerji, no, ki se že dolgo časa v bistvu sodelujemo skupaj in nam v bistvu pomagajo, ne, pri v bistvu merjenju organizacijske energije, sicer pa kar takole bomo malo pokazali, letos je bilo sicer malo manj, lani je bilo, če se spomnite, v bistvu 48 organizacij, letos jih je bilo 38, tako da respondentov je bilo pa kar, no, tako zanimivo število, ne, in dejansko v bistvu smo takole nekako, ne, namerili. Se pravi, v bistvu, ja, tudi zastopanost je bila kar lepa, ne, kot veste, no, merimo vse te 4 različne energije, če mogoče kdo še ni poslušal, a ne, bo mogoče se malo lahko tudi pomenimo o tem, ampak skratka, vse 4 energije so prisotne, ne, v organizaciji, tudi pri človeku lahko to najdemo, ne, na nek način. In ja, v bistvu zdaj v 10 letih, no, se je že kar kaj pokazalo, ne, tako da letos nekako je kar malo nižja, ne, produktivna energija, verjetno ne bomo zdaj komentirali zakaj, ampak mogoče so sledje vsega dogajanja, vedno je bila nad 70, ne, v bistvu v zadnjih 10 letih, letos je bila v bistvu 67, 68 je bila energija obdobja, ne 70 bi bilo nekje idealno, ampak ja, ne, energija produktivnosti bi bilo 80 idealno. Energija malodušja je na isti ravni, kot je bila tudi lansko leto, nekje malo povišana, no pa ni še tako, ne, hudo. Energija razjedanja je pa tudi malo višja kot lansko leto. To je seveda povprečje slovensko, ne, tudi odvisnosti od tega, kdo sodeluje vsako leto, ne. Nekatere organizacije se odločijo na dvoletno sodelovanje, pridejo kakšne nove in tako naprej, ne, tako da je tudi od tega odvisno. Tako da indeks je letos tudi kar nekoliko nižji, ne.
in znaša v bistvu 2,14. To pa je razmerje med kakovostnimi in nekakovostnimi energijami, temu rečemo, ne, med v bistvu, se pravi, energija produktivnosti in energija udobja jemljemo za kakovostne energije. Udobje na nek način je čas refleksije, ne, ali pa čas tudi, nekako moramo se malo odpočiti pa regenerirati, ne, naše energije. Ok, tole vas ne bom kaj dosti utrujala s tem, ko v bistvu tisti, ki ste dobili poročila, ste tako videli, ne. Sicer pa ja, tole, kar je novega, ne, bi rada malo predstavila, ne, tako da malo s slikicami. Letos smo se prvič odločili, da merimo energijo tudi vzdolž generacij, ker je veliko govora o medgeneracijskem sodelovanju, tudi jaz v enem drugem projektu sodelujem, ker bi želeli več medgeneracijskega sobivanja, tako da in dejansko je zgodba tako zelo zanimiva, ne, tako da tole recimo generacija, ne, bomo rekli, bomo začeli pri najstarejši, baby boom, ki je še v delovnem okolju, ja. Tole bo v bistvu so 4 torej generacije, baby boom, potem je druga, se pravi X, Y in Z, ne. Ja, tako da mislim, sam indeks predstavila na kratko, ne, v bistvu najstarejša generacija v bistvu ima indeks 2,34, tako zanimivo, ne, se kar malo viša, 2,43 je od X-ov, potem je v bistvu Y je že malo več, ne, no Z pa ne vem, ali so bili zelo nekritični ali pa mogoče zelo posmelo, ne, je pa 4,44, ne, je pa zelo visok indeks, ampak dejansko, ne, meni je to kar zanimivo, ker po drugi strani so dejansko se še učijo, jih vse zanima, skratka, in ja, tako da ne pa menim tudi, ne, v bistvu to, da enkrat sem zadnjič razlagala v bistvu malo o medgeneracijskem komuniciranju in en gospod na koncu doživel preblisk in je rekel, pa saj jaz sem bil tudi tak, ko sem bil, ne, mlad, ne, saj za to gre, da v različnih obdobjih različno delujemo, tako da je bil zelo zanimivo spoznanje, ne. Tako da, ja, v bistvu dejansko na nek način zanimivo spoznanje, ne. Tako da to je kar neko povprečje, no, enkrat smo že merili pred časom samo za 2 organizaciji, tam se pa je izkazalo, da so pravzaprav generacija X nekako bili najbolj, ne, največjo energijo imeli, ampak tokrat letos se je pa takole pokazalo, ne. Ja, tole so še potem parametri, ne, po generacijah, tako da če bo koga zanimalo, se pravi produktivnost, udobje, mladodušje, razjedanje, ne, vidite, da v bistvu, ne, je na tale način nekako, ne. Ja, tako da najbolj se nekako udobje, ne, poviša pri generaciji Z, ne, se pravi to, kar verjetno potrjuje tudi to dejstvo, da želijo, ne, imeti tudi živeti, ne samo delati, ne, tako kot ponavadi rečemo. Ja, še primerjava javni sektor, gospodarstvo, no, tako da v bistvu vidimo, no, da javni sektor je kar majčkeno, ne, v bistvu letos boljši, ja, zanimivo. Ja, očitno bolj zadovoljni, kakor bi, ne, temu rekel, pa tako zanimive so bile tudi primerjave, ko smo tudi merili po občinah, ne, pa knjižnica, pa kakšne take stvari, ne, pa dejansko v knjižnici, kadarkoli pridem, tam so res tako umirjeni, pa tako jim je vse fajn, tako da tudi od tega mogoče malo odvisno, ne. Potem smo v bistvu majhna, srednja, velika podjetja. Ja, tukaj imamo pa pri majhnih, no, imamo v bistvu indeks 2,48, pri v bistvu srednjih 2,54 in pa pri v bistvu velikih je pa praviloma vedno nižje, ne, tako da vedno nekako prednjačijo srednja podjetja, tako da, ki imajo, da se to tako razlagamo, ne, ki imajo že tudi več sistemov, recimo kadrovski sistemi delujejo in spodbujajo, ne, medtem ko majhna podjetja so več ali manj prepuščena sama sebi. Pri velikih podjetjih pa dejansko v bistvu se pa že vse malo razvodeni, pa ni več te kohezivnosti in povezanosti, ne, je pa že vse nekako razdeljeno, ja. Tako da ja, tole so pa tudi majčkeno primerjave iz leta 2003 do 2005 po lestvicah energije, ne. Vidite, no, da letos je bil res tak največji padec, no, v zadnjih 3 letih pri v bistvu produktivni energiji, tudi, ne, posledično se je malo znižala energija udobja, majčkeno narasla, ne, v bistvu tale energija malodušja, no, glede na energijo razjedanja je pa v bistvu tudi sicer, ne, praviloma vedno malo višja. Ne, saj, če mene vprašate, to večkrat tudi poudarim, no, da če že moramo, ne, v bistvu se zdaj odločiti, katero bi imeli višjo, ne, energijo razjedanja ali energijo malodušja, je še vedno boljše, da imamo višjo energijo razjedanja. To pomeni, da še vedno se malo, ne, v bistvu upiramo, ne, da smo malo jezni, ne, če smo pa čisto apatični, potem pa res ni okej, ne. Tako da na ta način smo tudi to merili. Tole je kumulativno, no, če pogledamo malo, ne, tako da ne bom vas preveč s temi rezultati pravzaprav
ne, bom rekla, morila, ampak ja, ne, po lestvicah, pa še indekse, če pogledamo, ne, optimalno stanje ne bi bilo 3, ne, to je kar lepo, ne, če pomeni, ampak ja, do tega nekako ne, v naravni Sloveniji še nismo prišli, tako da Slovenija 2015, kot smo rekli, 2025 je 2,14, lani je bilo 2,19, ne, predlani je bil pa kar lep indeks, ne, 2,69, ne, tako da so vse mečke. Po koroni, zanimivo, ne, je bil takrat zelo lep. Ja. Tako da, verjetno tudi to. Ja, hvaležnikov je bilo mimo, ja, bi rekla to. Ja. Ja. Ja, tako da jaz se tudi spomnim no, tega obdobja, ko je v bistvu ravno v koroni, ko je bilo večina ljudi doma, pa so bili na čakanju, pa so bile te podporne, ne, ko so dobivali potem povračila nazaj, so mene podjetja klicala za morajo imeti seminar obvladovanja stresa. Pa kako boste vse še delati, vse to doma? Ja, zdaj so šele ljudje pod stresom, ne, to so mi govorili, to je bila takrat neko straha, ne, pred tem, kaj pa bo, ne, v bistvu potem, ne, tako da zelo zanimivo. Stres je lahko tudi od nedela pride. Ali pa od tega, ker ne vemo, kaj bo predvsem. Ja, tako da zelo zanimivo. Ja, še kumulativno, če pogledamo, to je pač za zadnja 3 leta, ne, da ne bi samo enega leta pogledali, ne, kje pa smo za zadnje 3 leta, je pa tako, bom rekla, 70, ne, v bistvu produktivnosti obdobja. Prav tako, energija malo duše, malo povišana za 5, ne, energija razjeta, ne, pa še mečkan bolj, ne. Tako da, ja, 2019, ne. Okej, zdaj za v bistvu certifikate, v bistvu bomo danes sicer tukaj v tem prostoru podelili samo enega, zato ker so se vsi upravičili, v bistvu, medtem ko letos se nam je prvič zgodilo, da 3 podjetja v bistvu se ne želijo izpostavljati, da so dobile certifikat. So ga sicer prejeli, ampak ne želijo, da jih omenjamo v javnosti, ne. Tako da pač žal tega ne bom, jaz pa iz elektroindustrije, ena iz javnega sektorja, v bistvu predvsem, kaj so že, mislim, da je bila občina, ena izmed občin, no, tako, pa ena je bila v bistvu podjetje javno, tako je gospodarsko javno, ne, ki ga lahko damo in v javno in gospodarsko. Moče, da bi bil kaj pod drobnogledom, zakaj je tam to ključno? Ne vem. Ne vem, zakaj to, mogoče imajo kakšne omejitve strani v bistvu recimo nadzornika, ne, občino se tako predstavljamo, no, da imajo se noče na ta način izpostavljati, tako da mi to pač moramo nekako ne, spoštovati, tako da to je to. Tako da, ja, najprej bom pa vsekakor, no, v bistvu od tega, ki pa danes ni tukaj, je zopet Slovenska turistična organizacija, so se žal upravičili, tako da bomo pač podelili drugič. Dejansko je v bistvu res že vsa leta z nami, no, in so tudi dosegli, ne, v bistvu tak zanimiv indeks. Meni je to zelo všeč, ker se ukvarja s turizmom, ne, in da imamo v bistvu glavnega akterja turizma med nami. Tako da takle je v bistvu njihov, ne, v bistvu indeks in pa dosegli so v bistvu torej 2,54 enotni indeks, ne, lani tudi nekaj podobno, ne, tako da so kar konstantni, tudi to je pomembno, ne. Tako da ja. Drugo, no, ki pa tudi v bistvu je dobitnik certifikata, je pa tudi za najboljši indeks, ne, trenutno je pa v bistvu RLS in sicer RLS merilna tehnika, tudi RLS je z nami že vsa leta in res izjemno dobri, izjemno konstantni in izjemno vedno dosegajo indeks nad 3, ne, tako da to je tudi zelo, zelo dobro in res sem vesela, no, da dejansko je tudi letos uspelo, ne, tako da če smem še rezultate predstaviti. Ja, pardon, imeli so kar veliko sprememb med tem časom, ne, zrasli tudi, ne, bojo lahko še sami povedali, ne, tako da tudi, ne, širijo, mislim, tudi, ne, zdaj se še širijo in pa hkrati, ja, v bistvu zelo lepe številke, ne, kot vidite, ne. Tako da indeks je pa letos 3,1. Tako da jaz bi kar na oder, no, povabila v bistvu predstavnike. Zelo vesela. Tako da res iskrene čestitke. So bili res veliko izzivov in preizkušenj in dinamik in sprememb v zadnjem času, tako da znamo biti tudi boljši, ampak smo zadovoljni, smo hvaležni za tole. Daniela ima vedno, tako kot je bilo danes že izpostavljeno, vedno izjemno zanimive goste in vedno nekaj malo out of the box, nekaj, ki ni mainstream, se pravi neki novi pogledi. Vem, da je bila tudi prva, ki je naslavljala čuječnost in
vsa ta področja, ki zdaj počasi si utirajo pot v to malo bolj, kako naj rečem, intenzivno in delovno usmerjeno polje gospodarsko, ne, se je začelo to prepoznavati in bila res pionirka na tem področju, tako da je marsikajšno novo idejo nam je prinesla in mogoče tudi pomagala, da smo začeli razmišljati tudi v to smer, kaj je bilo danes izpostavljeno, ne, da je včasih res čas za počitek. Tam se mi zdi, šele tam, ko se malo odmaknemo iz epicentra zgodbe in problema in se umirimo in si damo neko tako zdravo distanco, naj bo časovna ali pa krajevna, da se tam šele začnejo res kreirati rešitve in ideje. Ne, samo stalno na polno v delo, običajno nekrat nimaš več možnosti uvida. Ne, je treba se ustaviti, malo odpočiti, ne, distanco in čas in potem naprej. Še enkrat iskrene čestitke in aplavz, čestitke tudi seveda STO-ju, ampak nimamo pa potem osebno torej podelili. Ja, okay, da, hvala vam, da pa hvaležna, da ste prišli. Zdaj pa smo imeli organizacijsko energijo, podelitev certifikatov. Kaj na splošno pomeni za organizacijsko energijo in zakaj smo združili podelitev certifikatov in tako dobro predavanje? V bistvu organizacijsko energijo pač merimo, res da v organizacijah, ampak merimo pa energijo ljudi. To energijo prinašajo zaposleni organizacijo, ki jo potem izmerimo. In kot se vsak prvi korak začne pravzaprav pod lastnimi nogami, tako tudi tukaj. In dejansko bi želela, da čim bolj ozaveščamo posameznika, kje so njegovi viri energije, kaj mu tudi odvzema energijo, pa mogoče niti ne ve, in kako jo lahko seveda tudi obnavlja, ker energija je obnovljivi vir zaenkrat, če pri človeku in naj tako tudi ostane. Tako da, če se spomnite, lansko leto smo recimo javnosti podarili, bom rekla, predavanje Moč fokusa ali to je moč odrekanja. Tako da smo mogoče malo nadaljevali lansko zgodbo, ampak ja, mislim, da se premalo na tej osebni ravni se pravi zavedamo tega, da v bistvu smo mogoče včasih utrujeni ne zaradi obilice dela, ampak zato, ker mogoče ne poskrbimo dovolj dobro zase, ali s počitkom, ali s hrano, ali pa predvsem smo preveč zasičeni z informacijami. Tako da to se mi zdi tudi izjemno pomembno, da tudi pri učenju je zelo podobno. Mi se veliko ukvarjam z učenjem, tudi odraslih, in zadnji čas imamo največje izzive pri tem, kako se odučiti nečesa, česar ne potrebujemo več. In na tem tudi nekako delamo, da je treba včasih nekaj dati stran, da lahko kaj novega pride. Danes sem tudi pomislila, ker smo imeli to, kako manj je več, kako manj stvari delati. Bilo zelo zanimivo, da vedno podjetja si želijo imeti predavanje, kako do več produktivnosti, in pa jaz pridem sem in rečem, kako sprejeti to zimo, da ni skozi poletje, da ni skozi high focus. V bistvu je pa kontradiktorno to, da na koncu bo ravno to, da bomo stvari spet privedlo do več fokusa. In kako je to sploh povezano, da če si urediš svoje privatno življenje, potem pa je tvoj posel in vse okrog kar cveti? Jaz mislim, da cveti tisto, kamor daš energijo. Nisem še spoznala osebe, ki bi mu cvetelo vse. Se pravi, vidiš pa po 10 letih, jaz vedno tako rečem, vidiš po 10 letih, kam si vlagal energijo. Če sem jaz vlagala v posel, mi posel cveti, če je ena druga vlagala v družino, ima zdaj par otrok, Torej, vedno se pozna, vsak od nas pa je inkarniran v ta svet z kakšnim izzivom, tistim, kamu ne gre toliko, tako da ima čisto vsak od nas svoj izziv in ne verjamemo v to, da imaš lahko vse pod kontrolo. A mogoče še kak nasvet od vaju glede ravnovesja? Kako si lahko pridobimo ravnovesje v življenju? Ja, jaz bi tako rekla, da najprej se treba vprašati, kaj ti je pomembno. In če si res rečeš, pomembna mi je in družina in neko, bom rekla, varno bivanje, recimo, da imam dejansko v bistvu
nekako najdeš to ravnovesje, tudi se znaš ustaviti, no, tako da rečeš, za danes pa dovolj. Ne. Tudi sicer ti zastoji, ne, se kar sami po sebi pridejo in takrat jaz ponovadi tako delam, no, če v sebe izhajam. Vsakeč, tudi ko kaj pripravljaš, kakrškoli problem rešuješ, pride do zastoja. In takrat, ko pride do zastoja, to je znak, da treba preklopiti, da treba malo ravnovesja iskati, da greš kaj zase narediti, da greš kaj za družino narediti in tako naprej. In vedno se to obnese, ne? Ker potem pa dejansko priješ drugič nazaj in eto, ne, klik uvid, ne, tole bom pa tako. Jaz, ko gledam na ravnovesje, ne, je to tako, če imaš list papirja, ne, si pol tlele, ne, kar si zelo malo časa v življenju. Vedno se mi zdi, da greš ali v eno smer ali v drugo, ne. Je zelo težko kar ustajati v ravnovesju. Torej, sam zavedanje, da mi nikoli ne bomo kar zdaj bili v ravnovesju, ampak smo skozi malo tam, malo tu, ne. Tako da mogoče je moj nasvet res samo to, da se res ustavljamo in prilagajamo se v bistvu skozi, ne. In da tudi razumemo, da so določena obdobja, ko več delamo, so določena obdobja, ko gradimo družino in gnezdimo in preprosto vse to vzeti v obzir, da je pač vse to življenje. Je pa dejstvo, da živimo zdaj v takem preobilju in informacij in vsega, kar se da početi, da je najboljši nasvet v tem trenutku ravno to, kar smo danes na predavanju govorili, ne, dajmo manj vsega, ker ko je manj vsega, je več tišine in ko je več tišine, ti saj vidiš, na kateri strani se nahajaš in potem lahko to sebe. Kot da se začutiš takrat in slišiš sebe. Najlepša hvala vama in za današnji dogodek in za super nasvete. Hvala.